Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico presenečenja poklanjam zvestima poslušalcema pravljic Žigu in Tiji. Žiga je naravnost navdušena nad avtomobili, Tija pa je v mesecu oktobru praznovala svoj rojstni dan. Vse najboljše in najlepše, Tija. Pred nami je čarobna zgodba o pogumu, prijateljstvu ter sanjah. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Žiga in Tijo z naslovom Avtomobili. Brum, sem navijal motor, ko sem se spuščal s prikolice. Gledalci so navdušeno vriskali in s širokim nasmehom sem se pripeljal na stezo velikega stadiona. Hitrost. Jaz sem hiter, sem si govoril. Hiter kot blisk, uren kot strela. Jaz sem Strela McQueen. Pripravljen sem bil na veliko dirko. Ničesar si nisem bolj želel kot zmagati v tekmi za pokal batov. To so bile moje življenjske sanje. Ampak najprej sem moral premagati kralja. Kralj je pokal batov osvojil že večkrat. Največkrat izmed vseh. Nisem bil edini, ki je hotel premagati kralja. To si je želel tudi Žiga Živec. Za zmago bi naredil vse, zato se je med dirko namenoma zaletaval v druge avtomobile. Vijugal sem levo in desno, da sem se lahko prebil mimo razbitih avtov. Nič me ni moglo ustaviti. In Živec je bil strašno presenečen, ko sem se pojavil izza razbitin. Letel sem kot raketa in prevzel vodstvo. Živec in kralj sta drvela za menoj. Dirka je bila strašno napeta. Hotel sem ohraniti vodstvo, zato sem v boksu zavrnil menjavo gum. Samo gorivo, gum ne, sem zaklical mehanikom. In imel sem veliko prednost. Vse dokler, pok, ni počila zadnja guma. Pok in še druga. Šepal sem proti ciljni črti. Kralj in Živec sta me hitro dohitevala, ampak bil sem že pri cilju in da bi zanesljivo zmagal, sem še iztegnil jezik. Ko so mehaniki menjali počeni gumi, so v boks naskočili novinarji. Tvegana poteza, da niste menjali guma, ne? Je vprašala novinarka. Nimate vodjo ekipe? Nimam, vse delam sam, sem odgovoril. Mehanika je moj odgovor močno razjezil. Pustili so me in odšli. No, bilo mi je vseeno, saj sem vendar osvojil pokal batov. Sanjaril sem, kako slaven in bogat bom. Takrat se je oglasil napovedovalec. Posnetek je pokazal, da je tekma neodločena. Kakšen šok! Nisem zmagal. Ciljno črto smo prečkali vsi trije hkrati. Zvečer sem zapeljal v Maxov tovorni prostor in odrinil proti Kaliforniji. Tam me je čakala še ena dirka s kraljem in Živcem. Vozila bova vso noč, sem zaklical Maxu. Max je bil utrujen, a se ni pritoževal. Obljubil sem mu, da bom tudi sam ostal buden in se bom pogovarjal z njim. A bil sem izmučen in kmalu sem zadremal. Zvesti Max je hitel naprej. Toda oči je komaj držal odprte in zato ni opazil, da se je okrog njega zbrala tolpa sfriziranih avtov. Tolpa ga je začela riniti od spredaj in od zadaj. Zaneslo ga je in eden izmed mojih pokalov je padel naravnost na gum za spuščanje rampe. Odkotalil sem se na avtocesto
Joj, predstavljajte si, kako sem bil presenečen. Moral sem poiskati Maxa, a očitno sem zavil narobe, saj sem se znašel na stari avtocesti 66. Maxa ni bilo na vidiku in za seboj sem zaslišal sireno. Priznam, prestrašil sem se in odbrzel sem v bližnje zaspano mestece. Bilo je strahovito temno in krožil sem po osamelih ulicah. Ker dirkalniki nimamo luči, sem se zaletaval vse naokrog. Ne vem, kako sem se zapletel v žice in končal viseč z glavo navzdol z telefonskega stebra. Poba, v velikih težavah si, je rekel stari policijski avto. Potem sem se najbrž onesvestil, saj se ne spominjam ničesar več. Naslednje jutro me je zbudil vlečni kamionček. Ime mi je Dajs, mi je rekel s tumpastim nasmeškom, ki je razkril širok razmak med zobmi. Kje sem ga vprašal. V Radarskem zavetju, najlepšem mestecu kardanskega okrožja. Poslušaj, Dajs, v Kalifornijo moram, sem začel. Tam moram zmagati na dirki. Takrat je prišel šerif. Dajs, bodi prijazen in odvleci tole naravno katastrofo na sodišče. Na sodišču so me pričakali jezni klici prebivalcev mesta. Ko me je sodnik, dr. Hudson, zagledal, je rekel: Šerif, vrzi ga ven. Hočem, da izgine iz mesta. Počakajte malo, je zaklicala privlačna avtomobilka. Prisilite ga, da popravi cesto. Mesto to potrebuje. Ne, Nili, je rekel doktor. Dirkač je zadnje, kar naše mesto potrebuje. Pa mi povejte, kako naj poskrbimo za popotnike, je rekla Nili, če ni cest, po katerih bi potovali. Na koncu je bilo tako, kot je hotela Nili. In tako sem popoldne začel delati z Betko, težkim, kadečim se strojem za asfaltiranje cest. Bilo je grozno, ampak vedel sem, čim prej bom asfaltiral cesto, tem prej bom lahko odšel. Prestavil sem najvišjo prestavo. Prebivalcem mesta moje delo ni bilo všeč. Cesta je videti grozno, je rekla Nili. Torej se ujema z mestom, sem nesramno odgovoril. Vse poruši in začni znova, je ukazal doktor. Hej, dedek, saj nisem buldožer, sem mu rekel prezirljivo. Dirkalni avto sem. Česa ne poveš? Kaj, če bi potem malce dirkala? Če zmagaš, lahko odideš in cesto mu popravil sam. Če zmagam jaz, boš cesto popravil po mojih navodilih. Super ideja, sem rekel. Pokazala se je priložnost, da pobegnem iz norega mesteca. Hitrost. Jaz sem hiter, sem momljal na štartni črti. Divje sem štartal in vse naokrog se je dvigal prah. Ker pa nisem bil vajen vožnje po neasfaltirani cesti, sem v ovinku izgubil nadzor. Zletel sem z ceste in pristal med kaktusi. Joj! Dirkaš tako, kot popravljaš ceste. Obupno, je rekel doktor. Dajs me je odvlekel nazaj na cesto. Kakšna sramota. Naslednje jutro sem naredil pas popolnoma gladke asfaltirane ceste. Ko mi je zmanjkalo asfalta, sem se odpravil na kraj, kjer sva z doktorjem tekmovala. Moral sem izvedeti, zakaj me je zaneslo s ceste. Prišel je tudi doktor in me opazoval, kako dirkam. Boba, to ni asfalt, to je zemlja, mi je rekel. Če ostro zaviješ v levo, te bo odneslo na desno. Presenečen sem pogledal doktorja.
In če zavijem v desno, me bo odneslo na levo? Doktor je pokimal in se odpeljal. Zvečer sem si želel samo počitka, tedaj me je hotel na vsak način razvedriti. Peljal me je na sredo polja, polnega zarjavelih traktorjev. Prevračati traktore je cel hec, je šepnil Dajs. Dajs, ne bi rad poskusil, sem mu rekel. Dej no, samo tiho zapelješ preden in zahupaš. Poglej. Dajs je zatrobil pred traktorjem. Speči traktor se je prestrašeno dvignil na zadnja kolesa, se prekucnil in nemočno obstal. Dajs se je smejal kot pečen maček, jaz pa tudi. Takrat sva zaslišala nenavaden hrup in začela sva bežati, kajti naravnost nad naju je navalil velikanski kombajn. Na poti do mesta je Dajs vozil ritensko. Wow, kako ti to uspe? Sem ga vprašal. Z vratnimi ogledali, tudi ti bi si jih lahko nabavil. Ja, sem rekel, in morda jih bom uporabil na veliki dirki. Zakaj je ta dirka tako pomembna? Me je vprašal Dajs. Če zmagam, se mi bodo uresničile življenjske sanje. Slaven in bogat bom. Še s helikopterjem se bom lahko vozil. Misliš, da bi se lahko tudi jaz peljal s helikopterjem? Je vprašal Dajs. Seveda, sem rekel. Juhu, je vzkliknil Dajs. Se vidiva jutri. Razšla sva se pri motelu, kamor me je povabila Neli. Prišla je takoj za menoj. Slišala sem, kaj sta se pogovarjala z Dajsom. Ga boš res peljal s helikopterjem? Me je vprašala. No, najprej moram zmagati na dirki, sem rekel. Veš, Dajs ti zaupa, mi je rekla. Imate za najboljšega prijatelja. Ne razočaraj ga. Naslednje jutro sem šel mimo doktorjeve klinike. Iskal sem šerifa, ker sem potreboval še asfalta. V garaži doktorjeve pisarne pa sem zagledal 3 pokale batov. Osupnil sem, ko sem dojel, da je doktor znameniti Hudson Hornet, nekoč najslavnejši med dirkalnimi avtomobili. Ste vedeli, da je doktor slaven dirkalni avto? Sem vprašal avtomobile na Florini bencinski postaji. Nihče mi ni verjel, mislim pa, da je Neli videla, kako zelo me zadeva zanima. Se greva malo voziti naokrog? Me je vprašala. Voziti naokrog? Sem rekel. Seveda, se vi mestni dirkači nikoli ne greste kar tako malo voziti naokrog, je rekla Neli in odbrzela. Ne, nikoli, sem zaklical in pohitel za njo. Postajala mi je všeč. Kam greva? Sem jo vprašal. Nimam pojma, je odgovorila. Pospešila je in skupaj sva drvela po vijugasti cesti. Z vrha skale sva opazovala prelepo dolino in avtomobile, ki so hiteli po avtocesti. Pred 40 leti je bilo vse drugače. Cesta ni sekala pokrajine, je rekla Neli. Nekoč je cesta s pokrajino dihala, se z njo dvigala, spuščala in zavijala. Zastala je. Nekoč ljudje niso vozili, da bi čas prihranili, temveč da bi ga čim lepše preživeli. In kaj se je zgodilo? Sem vprašal. Mesto je dobilo obvoznico, da bi vozniki privarčevali 10 minut. Ne vejo, kaj zamujajo, sem zamrmral. Naslednje jutro sem asfaltiral vse ceste v Radarskem zavetju. Iz daljave sem slišal, kako všeč je bilo moje delo domačinom. Ko pa sem se pripeljal k njim, je gasilec Rdečko jokal. Kaj pa je, Rdečku?
sem vprašal Dajza. Samo žalosten je, ker si odšel na svojo veliko dirko, da bi osvojil pokal batov, o katerem odzmeraj sanjaš. Je potrto mumljal. In šele počasi je dojel, s kom se pogovarja. Silno ga je razveselilo, da še nisem odšel. A vsi so bili videti nekam žalostni. In mislim, da vem zakaj. V času, ki smo ga preživeli skupaj, smo se zbližali in postali prijatelji. Ne morem še oditi, sem jim rekel. Hotel sem jih razveseliti. Nisem prepričan, da me bodo te gume pripeljale do Kalifornije. Morda veste, kdaj Luigi odpre trgovino? Oho, prva stranka po mnogih letih, je bil vznemirjen Luigi. Natančno je vedel, katere gume potrebujem. Bele rabiš, je rekel. Te kričijo, glej me, tukaj sem, ljubi me. Ti si strokovnjak, sem mu rekel na poti v delavnico. Priznati moram, da so mi bele gume odlično pristajale. In nova barva, ki sem jo dobil pri Ramonu tudi. Natočil sem si še organskega goriva in si nadel novo nalepko. Neli ni mogla verjeti svojim očem, ko me je tisti dan videla. Skoraj prepričan sem, da je zaradi mene začelo srce biti vsaj malce hitreje. Moje vsekakor je. Živjo, sem ji zaklical in se zapeljivo nasmehnil. Ti je všeč novi videz radarskega zavetja? Zelo, je rekla Neli in se široko nasmehnila. Navdušena je bila tudi nad tem, da so vse trgovine in delavnice popravile svoje neonske izveske. Hoteli so, da se njihove trgovinice skladajo z lepo novo cesto. Vse je videti kakor v najboljših časih, sem rekel. Celo bolje, je rekla Neli. Ves večer sva skupaj križarila gor in dol po glavni ulici. Resnično sva se zabavala, ko se je na nebu pojavil helikopter. Našli smo strelo, je odjeknilo. V nekaj minutah me je obkrožil roj novinarjev. Fotoaparati so bliskali in vprašanja so se kar krmadila. Poskušal sem se prebiti do Neli, a mi ni uspelo. Ona pa je imela na obrazu tako žalosten izraz. Srečno v Kaliforniji, mi je rekla. Upam, da boš našel, kar iščeš. Neli se je odpeljala. Hotel sem za njo, toda Max me je priganjal v prikolico. Še odpustili me bodo, če te hitro ne spravim v kamion. Novinarji so pohiteli za Maxom in ulice v radarskem zavetju so utihnile. Videti ni bilo nobenega avta več in neonske luči so se ena za drugo ugašale. Doktor se je otožno zamislil. Celo njemu se je prikupil mladi in drzni dirkalni avtomobil. Na poti do pisarne je srečal Dajza. Nisem se uspel niti posloviti, je žalostno rekel, pa je moj najboljši prijatelj. Nekaj dni pozneje sem spet dirkal s Kraljem in Živcem. Hotel sem se zbrati. Hitrost. Jaz sem hiter. A v mislih sem bil z Neli in zmaga se mi naenkrat ni zdela več tako pomembna. Zaostajal sem cel krog, ko sem po radiu zaslišal znani glas. Nisem te prišel gledat, kako obupavaš. Pridrvel sem mimo boksa in tam zagledal vse svoje prijatelje. Daj se ni uspel posloviti, je rekel doktor. In vedel sem, da potrebuješ ekipo in vodjo. Tukaj smo. Doktor je nadaljeval. Vem, da lahko premagaš vse. Zdaj pa šibaj in nadoknadi izgubljeni krog. Začutil sem, da se mi športni duh vrača
in brž sem nadoknadil krog. Ko sem poskušal prehiteti živca, me je ta odrinil s steze. Odneslo me je, a spomnil sem se doktorjevega nasveta. Če ostro zaviješ v levo, te bo odneslo na desno. Vrnil sem se na stezo in spet prevzel vodstvo. Občinstvo je vznemirjeno kričalo. Zaslišal sem živca, ki se je smejal kralju. Tokrat me ne boš premagal. In potem sem za seboj zaslišal glasen karambol, na velikem ekranu pa sem zagledal kraljevo zmečkano karoserijo. Zaradi žalostnega prizora sem se ustavil. To preprosto ni bilo prav. Od ciljne črte me je ločilo samo nekaj centimetrov. Samo iztegnil bi jezik, pa bi zmagal. Toda do zmage nisem hotel priti na tak način. Začel sem se umikati in živec je švignil mimo. To, juhu, zmagal sem, ha, je razgrajal. Občinstvo je molčalo. Vse oči so bile uprte vame. Kaj pa delaš, mali? Me je doktor vprašal po radiju. Mislim, da mora kralj svojo zadnjo dirko odpeljati do konca. Potem sem veterana porinil do cilja. Čez nekaj dni sem v okolici radarskega zavetja srečal Neli. Zelo sem je bil vesel. Greš samo mimo? Me je vprašala. Pravzaprav bom nekaj časa ostal, sem rekel. En hud dirkalni avto bo tukaj postavil svoj štab. Neli so se zaiskrile oči. Tvoj štab? Pokimal sem in rekel. Kako sem te pogrešal. Hotel se mi reči še kaj lepega, a nad nama je začel glasno trobiti Dajs. Uredil sem, da se je lahko peljal s helikopterjem. Kaj moram? Moj najboljši prijatelj je, sem rekel. Neli se je zasmejala. Kdor je zadnji pri Flori, plača. Se naj bi šla samo malo voziti naokrog? Sem jo vprašal. Ne, je zaklicala in švignila stran. Z nasmehom sem se pognal za njo. In tako se je zaključila čarobna vožnja. Vsekakor ni najbolj pomembno, kdo pride prvi na cilj, ampak kdo zna voziti s srcem, pomagati drugim v stiski, predvsem pa uživati na poti. Žiga in Tija naj tudi vama prav vsak dan prinese novo pustolovščino, polno smeha, iskrivosti ter prijateljstva. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam iz čudovitega sveta filmov Disney in Pixar. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Žigu in Tiji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Strela.